Dober večer, dobrodošli v Atriju ZRC. Hvala, da ste se odzvali na to vabilo v tako velikem številu. Jaz sem Agata Tomažič, na ZRC SAZU sem pristojna za promocijo raziskovalnih vsebin in moram priznati, da sem pri teh dveh produktih, če smem tako grdo se izraziti, imela zelo lahko delo. Predvsem zato, ker gre za dve zelo dobri in zanimivi knjigi. Made in You 2015 je zbornik besedil, ki ga je sourednikovala Tanja Petrovič tukaj za menoj. Ona bo pozneje tudi nastopila v vlogi povezovalke tega nocojšnjega pogovora. Drugi sourednik je bil Jernej Mlekuž, ki je nekje med občinstvom. Druga knjiga je pa Fičko po Jugoslaviji, ki jo je napisal Martin Pogačar. V tej priložnosti bi se rada zahvalila tudi sponzorjem, po zaslugi katerih boste se potem lahko posladkali, s Kokto iz Atlantic grupe in z nekimi drobnimi sladkarijami, bajaderami in čokoladami iz Kraša. Vsi ste pa verjetno že prejle na Novem trgu srečali Fička, in sicer Fiata Cinquecento, ki je v bistvu nek daljni sorodnik tega starega Fička iz Krgujevca. Avto Triglav ga je sem pripeljal in avto bo tam še do jutri. Ne sme se pa voziti z njim. Tako da, to je to. Tanja, izvoli. Hvala. Vzami, ker bomo rabili. A se zdaj slišimo, če jaz govorim na ta mikrofon? Ja, ok. Lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Zelo vesela sem tega dogodka in nekdo me je vprašal zdaj od zunaj, a imam tremo, sem rekla, ne, komaj čakam. In res, cela zgodba okoli teh dveh knjig, ki so na nek način osnova za naš današnji pogovor, je zgodba ljubezni. Knjige so nastale z ljubeznijo. Ta dogodek je nastal z veliko ljubezni, mislim, da je to vsem jasno. In lahko zagotovim oziroma zelo upam, da čeprav ta drugi del našega današnjega dogodka res izgleda zelo mikavno, ne boste obžalovali, da ste že tukaj bili že v 8. Danes sta z mano zaenkrat Samira Kendrić, avtorica, oblikovalka, umetnica in Andreja Matošević, antropolog, profesor na Univerzi Juraja Dobrile v Puli. Ta prazen stol čaka na gospo Kajo Širok, direktorico Muzeja novejše zgodovine Slovenije, ki je zdaj nekje šla pred Ljubljano je, evo, novo sporočilo. Prihaja iz Nove Gorice, ker je imela pač tako kot direktorji muzejev, pač imajo očitno pomembne opravke, ki jih ni mogla predstaviti. Kaja se nam bo vsak čas pridružila. Kot vidite, z mano bojo danes v družbi z te strani odra ljudje, ki smo jih nalašč povabili, tako da to niso avtorji teh knjig, so pa ljudje, s katerimi sodelujemo in za katere smo verjeli, da so dobri sogovorniki za vprašanja in teme, ki so tudi bili na nek način gonilna sila, zaradi katere so te dve knjigi nastali. Jaz sem si stvar zamislila tako, da ves čas je ne samo na koncu in konvencionalno bo stvar bolj razgibana v tem smislu, da sama bom občasno direktno nagovarjala določene ljudi s vprašanji, zlasti so avtorje dveh knjig, ki so povod za današnji pogovor, tako da bodite pripravljeni. Bom začela z naslovom knjige znanega, že kultnega novinarja in pisca splitskega Ferala in tudi enega izmed najvidnejših novinarjev na prostoru nekdanje Jugoslavije, Viktorja Ivančiča, ki je svojo knjigo iz leta 2012 ali 2011 naslovil Jugoslavija živi vječno. V toj knjigi on razlaga, da Jugoslavija nikoli ni umrla, da je vedno bila v zelo dobrem stanju in da to velja zlasti za tista področja, ki jih obvladujejo politiki, mafijci, preprodajalci, tihotapci,
vojni zločinci in tako naprej. Ljudje, ki nikoli niso imeli težav s prečkanjem mej, ki so tudi v času spopadov imeli več potnih listov, za njih je Jugoslavija res nekaj, kar živi večno. In jaz bi začela s tem vprašanjem, ali je res samo to bolj ta temna stran Jugoslavije nekaj, kar omogoča njeno večno življenje, oziroma ali mogoče Jugoslavija živi tudi na nekih drugih področjih, v drugih sferah, med drugimi ljudmi. In bom takoj vprašala osebo, brez katere te dve knjige verjetno ne bi niti obstajale, in tudi, če bi bile nekaj čisto drugega. In to je naša oblikovalka, soavtorica, naša pridružena članica tudi na inštitutu, Tanja Radež. Tanja, a Jugoslavija še vedno živi? Nekdo ima mikrofon, ki ga boš takoj dobila. To pa res težko vprašanje, ampak moram povedati, da sem jaz danes prvič v svoji zgodovini dobila en e-mail z zelo negativno vsebino, v katerem je pisala, Jugoslavija ne bo nikoli umrla, ampak pisali so tudi druge stvari, ne? In jaz sem sam pač ta stavek sem si vzela ven. Ne vem, pač mi smo se rodili v tej državi in to bo vedno ostalo zapisano v naših življenjepisih. Tako. Pogosto, recimo, bil je poskus ustvarjanja stalne razstave v Muzeju zgodovine Jugoslavije v Beogradu, narediti razstavo, ki bi na nek način zaobjela zgodovino te države, in naslov te razstave je bil zelo pomenljiv: Jugoslavija od začetka do konca. Torej, zelo pogosto vztrajamo, zlasti v določenih sferah, na tem, da je Jugoslavija zgodovinski fakt, da je to zgodovinsko obdobje z zelo jasnim začetkom in bolj ali manj jasnim koncem, ampak z definitivnim koncem. To, kar tak pogled na Jugoslavijo seveda precej komplicira, je dejstvo, da mi poskušamo ustvarjati različne zgodovinske naracije Jugoslavije v času, ko je izkušnja življenja v tej državi še vedno zelo živa. In recimo muzealci se s tem zelo spopadajo. Par dni nazaj sem bila v Beogradu na vodenem ogledu v tem istem muzeju zgodovine Jugoslavije, kjer je kustosinja nam, kot da bi mi bili vsi smo bili iz teh prostorov, večina ljudi moje dobi ali starejših, razlagala o delovnih akcijah, štafeti mladosti, kot o nečem zelo oddaljenem, zelo drugačnem od tega, kar imamo danes. In dejansko za večino nas je to bilo nekaj, kar bolj ali manj poznamo iz prve roke. In jaz mogoče, zdaj se bom prestavila na drugi jezik, ker imamo gosta iz Pule in smo zmenjeni, da v najinem direktnem pogovoru bomo uporabljali ta drugi jezik, kakorkoli ga bomo imenovali, uradno in neuradno. Andreja Matošević je zaposlen na, između ostalog, istraživački radi na Centru za istraživanje Centru za kulturološke i povijesne istraživanja socijalizma. To je prvi i u suštini jedini centar te vrste na području bivše Jugoslavije koji zaista eksplicitno ne definiše Jugoslaviju kao predmet svog istraživanja, ali bar socijalizam, što možemo tretirati relativno sinonimno u ovom slučaju, bar donekle. I mene zanima, taj centar postoji već dugo, od raspada Jugoslavije 25 godina. Koliko ta činjenica da je nešto što mi tretiramo kao istorijsku činjenicu zapravo još uvijek deo iskustva? Koliko to komplikuje stvari, koliko može da se uzme kao produktivna tačka za promišljanje te prošlosti? Ok, dakle, prvo vam moram čestitati na knjigama, dakle, tebi Jerneju, a i Martinu na autorskoj knjizi. Mislim da ste napravili sjajan posao i da ste sada završna karika u jednoj dosta siromašnoj, dakle, produkcijskoj liniji na ovim područjima koja se bave ovom temom. Ja mislim da bi ta produkcija ipak trebala biti nešto malo snažnija. Što se
što se tiče tvojeg pitanja o živom sjećanju na period o kojem mi istražujemo, povjesničari se groze toga. Povjesničarima se diže kosa na glavi kada im se u publici digne netko i kaže vi pričate nešto, ali ja znam kako je to zapravo bilo, vi lažete. I onda vi zapravo možete sipati hrpetinu argumenata njima, i to piše i u ovom arhivu, i to piše u onom arhivu, ali ljudi to jednostavno ne žele čuti. Oni zapravo tvrde nešto sasvim drugo. Naravno, ta vrsta, mogli bismo reći, i kleša je zapravo proizvod onog bipolarnog znanja koje mi imamo o ovim argumentima, odnosno koje se u širem diskursu na neki način baštine. S jedne strane, ili je nešto apsolutno dobro, s druge strane, ili je apsolutno loše. Evo, dakle, ja neću reći sive zone, ali istraživačke pozicije zapravo nema. Dakle, ona je svedena na minimum. Ja sam inače, kao i vi, etnoantropolog. Za mene je ovo pitanje sasvim drugačije moj odgovor bi bio sasvim drugačiji od onog povjesničarevog. Dakle, moja teza je zapravo da ovakve knjige koje izdajete i koje izdajemo mogu služiti kao neki vid ne samo kontranarativa, kontraznanja, nego i argumenata, da ono što je ostalo u memoriji nije samo nužno loše. Kad kažem nužno loše, onda zapravo govorim, jer sam i prije 2 dana svjedočio jednoj situaciji na jednom znanstvenom skupu gdje su gospođe tvrdile da je to bio isključivo totalitaran režim u kojem apsolutno ništa nije bilo dobro. Ali onda bi ja uzeo recimo vašu knjigu, otvorio na stranicu 53, 54 i rekao, gledajte, vi imate svoje narative, vi imate svoja sjećanja, ali ih imaju i neki drugi. I zato su ove knjige važne. Iz tog razloga mislim da je ova produkcija strahovito važna. To bi bio ukratko vrlo nježan odgovor na ovo pitanje. Hvala. Izvoli, Kaja. Ok, bomo ti... Ne. A te lahko nekaj takoj vprašam, ali rabiš 2 minute, da prideš sebi? To so ti. Ok, kar se pogovarjamo o tem na nek način izzivu, da danes, 25 let po koncu Jugoslavije, po eni strani obravnavamo to državo in življenje v njoj kot zgodovinski fakt, po drugi strani pa operiramo nujno še vedno z izkušnjami milijonov ljudi, za katere je življenje v tej državi del lastnih biografij. In moje pričakovano vprašanje zate je, kako se s tim izzivom spopadate v muzeju? Dober večer, še enkrat se opravičujem in hvala za vprašanje. Muzeji so posebne inštitucije. Dejansko razmišljamo o njih, kot da so zaprašene, stare in da se v njih nič ne dogaja. V resnici pa kar brbota, in to brbotanje se največkrat izkazuje tudi skozi vizualizacijo preteklosti, ki je ravno v primerih razstav, ki jih postavljamo, predvsem govorim za nacionalno inštitucijo, v kateri delam, se to kar lepo kaže, na kakšen način se institucionalno spopadamo s preteklostjo. Tukaj bi lahko dodala, naprimer, kot primer že samo stalno postavitev Slovenci v 20. stoletju, ki je seveda nastala prvič leta 1996 in je nekako poskušala vključiti življenje Slovencev od prve svetovne vojne pa tja do 90. In skozi zadnje 20 let in pol se zelo jasno vidi, ampak nenamerno, kar je še bolj simptomatično, to brisanje naracije, zgodb od konca druge svetovne vojne pa tja do leta 1991. Nenamerno pravim zaradi tega, ker verjamem, da moji kolegi tega v preteklosti niso delali namerno in da tudi ta naracija
ni nastala na način, da bi nekaj poskušala zakriti, ampak po drugi strani, da bi nekaj poskušala valorizirati. In v tem primeru mislim, da je ta tehnika valorizacije neke zgodbe odtehtala tako močno, da je druga kar lepo izginila. V muzejih je tudi zanimiva ta interpretacija že skozi vidike zbirk, ker so se tudi zbirke med tem zelo spremenile in se kar naenkrat ravno sedaj, ko postavljamo novo razstavo, pokazal zelo, zelo velik manko predmetov, zgodb in dejansko z tega ven celega paketa zbirk, ki se pač vrednotijo skozi socializem in Jugoslavijo. Tako da ja, tlele je zelo zanimivo in istočasno zelo simptomatično kaže na to, da se mogoče v drugih muzejih, če je nekdo individualno se s tem ukvarjal veliko več, na kolektivni ravni pa izjemno manj. Jaz sem začela s tem, da sem povedala, da sta te dve knjigi, o katerih se posredno danes pogovarjamo in tudi ta majhna razstava in vse, kar danes bomo, v čem bomo uživali, da je vse to produkt ljubezni. Ali je v muzejih sploh prostor, ko govorimo o zgodovini, ki se pač prikazuje v muzejih, ali je sploh prostor za ljubezen, za nostalgijo, za hrepenenje? Mi smo bili rojeni za to, da lahko to pripovedujemo. Ne, resno, mislim, tudi tle je zelo zanimivo, kako so se muzeji reinterpretirali, ne vsi, verjetno to je pač res odvisno od politike, direktorja in kolektiva, ampak ravno tle je moč muzejev danes, ne? Ta emocionalna naracija in tudi sposobnost pravega vabila v učinku participacije obiskovalcev. Moram reči, če se obrne spet na naš muzej, naša želja je bila in na tem tudi delamo, da je muzej arhiv spomina celotnega prebivalstva. Torej, da gradimo emocionalno zgodbo, ta zgodba seveda se pa gradi skozi predmete. Ampak ne več toliko skozi predmete, ki smo jih mi nabrali na terenu, temveč skozi predmete, ki jih vi prinesete v muzej. In iz tega ven nas potem zanima, zakaj je ta predmet pomemben, kakšno zgodbo nosi in dejansko, kje so vaše emocije, kje je vaša družina, preteklost v tej zgodbi. Ne? In ja, mislim, zame muzej, če so pravi muzeji, vam bojo dali veliko, veliko emocij in obstajajo zelo dobri muzeji, kjer se ljudje znajo tudi fajn zjokati na koncu. Tako. Preden preidem na naslednje vprašanje, bi mogoče samo povedala, da je nekaj prostih stolov v prvi vrsti in da jih kar zavzamete, nima smisla stati. A greste vi, otroci, gor? Meni osebno se zdi po eni strani zelo v redu, da je konec socializma v neki meri, vsaj v tem delu Evrope in sveta, povzročil nek izbruh zanimanja za spomine. Mi danes imamo veliko večji interes, seveda to je tudi širši proces, ima pa poseben pomen in včasih tudi seveda pomen s pomembnimi političnimi posledicami na prostoru nekdanjih socialističnih držav. Kar pa se mi tudi zdi je, da je simptom družb, v katerih živimo in obravnave preteklosti v teh družbah zelo, zelo jasna ločitev med spominom in zgodovino. In mogoče bi se za nekaj trenutkov ustavila na tej jasni ločitvi in njenih posledicah. Problemi in trenja in napetosti med dejstvom, da je življenje nekaj kaotičnega, polnega ljubezni, kontradiktornosti po eni strani in da so ponavadi zgodovinske, zgodovinopisne pripovedi nekaj linearnega, umirjenega, bolj objektivnega, pogojno rečeno. To vprašanje ni novo in se ne nanaša niti daleč samo na problematiko izkušnje socializma in spomina nanj. Je pa zelo pomembno glih v teh prostorih. Tudi Andrej je na nek način kar izpostavil zgodovinarje kot problematične v tej zgodbi in jaz bi mogoče zdaj naredila izjemo,
upam, da ne bom kregana potem, in povabila k mikrofonu nekoga, ki ni sodeloval, vsaj ne direktno v nastajanju teh dveh knjig, ampak je zelo pomemben za njih. In kdo je ves ta čas bil naš zelo pomemben sogovornik, in to je Otto Lutar. In a bo sploh kdo govoril z mano po tej predstavitvi? Ne, mene res zanima, a ti vidiš, kako ti kot zgodovinar vidiš težave, o katerih smo se glihkar pogovarjali, ubesedinjenje izkušnje v zgodovinopisne naracije. A je to sploh možno in ali je to potrebno? Ja, kot je povedal kolega iz Pule, je ta zgodovina, s katero se ukvarjata tudi te knjige, potlačena zgodovina. Zgodovina, od katere se beži, zgodovina, ki se jo zdaj ne samo v Sloveniji, ampak na celem prostoru bivše Jugoslavije mestoma sistematično spreminja, potvarja, revidira. Zato se strinjam s tem, kar je povedal, da sta to pomembni knjige, ne glede na to, da smo pač mi tisti, ki smo jih inicirali. Še bolj mi je pa všeč to, ko pravi, da bi tu lahko prišlo do večjega povezovanja in izmenjevanja teh publikacij. Ne vem, zdi se mi, da se bo ta tema še vrnila, gotovo v bližnjem času, tako kot nekatere druge zgodovinske teme, tako da v bistvu tematizacija tega prostora slovenskega znotraj jugoslovanskega, to je nekaj, kar še pride. Hvala. Občutek je, ki mislim, da ga deli večina nas, da je veliko lažje kompleksne, včasih sporne, kontradiktorne, večplastne zgodbe o življenju v socializmu, tako kot so zgodbe o življenju v kateremkoli času, povedati skozi druge naracijske okvire in ne samo skozi znanstvenega. Veliko bolj pomembnih zgodb se mi zdi je do danes povedano v filmu, v literaturi, v stripu, v drugih umetnostih. Na nek način lahko rečemo, da je zgodovina Jugoslavije veliko bolj zaenkrat povedana na ta način. In jaz bom zdaj vprašala predvidljivo mojo tretjo sogovornico, Samiro Kentrić, ali je zate to, kar delaš, ali to vidiš tudi kot ubesedinjanje zgodovine nekega časa, ki je tebe osebno zaznamoval? Jaz sem malo upala, da bom dobila tudi priložnost odgovoriti na prvo vprašanje, pa ti bom tudi na to, ampak bi mogoče jaz tudi najprej malo nasplošno. Všeč mi je, kako si začela s to knjigo Viktorja Ivančiča o tem, kako sta mafija in kriminal pač preživela in živita še naprej Jugoslavijo. Me je spomnilo, pred kratkim sem imela delavnico v zaporu, kjer je bila ena punca tudi številnimi pasoši in se je počutila doma čisto v vsaki republiki in to mi je bilo nekako simpatično in blizu. Drugače pa, kar se mene tiče, ta ideja Jugoslavije, se mi zdi, da je vsekakor preživela to, kar je meni recimo zanimivo, je preživela kot ideja, kot neka možnost nekega alternativnega sveta tega, kar živimo danes. Recimo, zakaj je ta ideja ali pa zakaj je to obdobje močno, je preprosto zato, ker je bilo neko geslo, da skupaj zmoremo, da vsi zmoremo. To, kar imamo danes, je pa recimo to, kako se oglašujejo te naši resničnosti šovi, to recimo, kar je recimo nekako draža družba v malem, je pa vsak zmore. Tako na prvi pogled mogoče ni nobene razlike, ključna razlika je pa v tem, da če zmore vsak, nekako ne pomeni, da vsi zmoremo. Nasprotno, ena par jih bo zmoglo ali pa mogoče en sam, vsi pa nekakor ne. Tako da mislim, da ljudje čutijo razliko in na ta način nekako ta ideja živi. Drugo, to recimo, kar pa mene kot umetnica dosti bolj zanimivo, je pa nekaj, kar je popolnoma iracionalnega in neoprijemljivega. Recimo z ilustracijo lahko navedem en dogodek izpred let, ko sem bila s partnerjem v Londonu in sva kupovala v nekem butiku neko reč, se ne spomnim kaj, in ko sva plačevala, sta bila tam dva lastnika, verjetno par, moška,
ki sta tako z zanimanjem poslušala, kaj se midva pogovarjava in potem vprašala, iz kje sva in midva tako iz Slovenije, pa iz kje pa vidva, vse to v angleščini seveda in ona dva tako Kosovo. In pa smo se tako nekako, avtomatično smo se z neko simpatijo pogledali, kljub temu, da v bistvu naš skupni edini jezik je bil angleščina in potem sta ona dva rekla, a se dobimo zvečer na pijači. To je vse, kar je bilo od pogovora in nažalost to ni šlo, ker pač sva šla tisti večer nazaj, ampak to je tisto neoprijemljivo, ker jaz pač ga niti ne znam definirati drugače, mogoče je najbolj rekel Miljenko Jergovič, ko je rekel, da je Jugoslavija tako kot nek fantomski ud, ki ga ves čas čutimo, nikjer se ga pa ne vidi. Tako da mislim, da mogoče kaj tazga. Zdaj pa, kar se tiče načina, kako jaz recimo na nek način tudi sodelujem ali pa je moja zgodba nekako lahko del neke širše zgodbe. To se mi zdi pa mogoče na tak, v mojem primeru, no, ko gre mogoče tudi za malo bolj znotraj te zgodbe še za neko traumatično izkušnjo in tako naprej, se mi zdi pa v umetnosti vsaj recimo je tako, zelo so se ukvarjali s to tezo, s to mislijo Adorna, kako opisati poezijo po holokaustu in potem je recimo Špigelman zelo dobro odgovoril, ja, sej mogoče ne poezijo, jaz pač sem v junk kulturi, jaz bom naredil strip. Ne. Tako da recimo, meni se zdi, da vsak od nas lahko naredi s tistim jezikom, ki je njemu najbližje. Tako da vsekakor, jaz mislim, da predvsem pomembno, da vsi nekaj dajemo od sebe, že samo zato, ker je to lahko potem izhodišče za komunikacijo. Ja, mislim, da pa delimo to potrebo za odpiranjem prostora za različne zgodovine Jugoslavije oziroma tega časa, kakorkoli ga bomo imenovali. In jaz bi mogoče bolj ali manj isto vprašanje zdaj zastavila edinemu pisatelju med avtorji knjige Made in You in ne samo pisatelju, ampak avtorju v tej knjigi res najbolj literarnega prispevka Dinu Bavku. Dino je, moraš mahniti. Jaz nisem nič pripravil, tako da bi me malo pozorila. Mislim, ni Mirt Komel tudi not avtor? Je. Sam ni on tudi pisatelj? Njegov prispevek je nekaj drugačen. Tvoj prispevek je res literarni. Kaj si me vprašala že? To, kar nasploh delaš, mogoče ne samo v tem prispevku, ampak tudi recimo svojim romanom. A vidiš to kot neko intervencijo v to, kar imamo kot dominantne režime zgodovinjenja preteklosti? Ne vem, kaj bi rekel na to. Čak, veš kaj, jaz mislim, da kar se mene tiče, no, ko se pogovarjamo o tej temi, se predvsem, jaz imam občutek, da se pogovarjamo pač o preteklosti, po nekem drugem času. Jaz mislim, da je bil takrat pač ta organizacijski, da je bila ta prostor, da je bil organiziran v tej jugoslovanski državi, to je dejstvo, ampak po mojem ni odločilno zato, da mi danes gledamo na tisti čas kot na nek drugačen čas, ker verjetno tudi, če bi Jugoslavija preživela, bi bila danes bolj podobna seštevku teh držav, ki danes obstajajo po svoji vsebini, kakor bi bila podobna tistmu, kar je bilo takrat. Tako da to se mi zdi, meni se zdi to bolj pogovor z neko lastno preteklo izkušnjo, bolj kot zdaj ta državna organizacijska oblika se mi zdi bolj drugotnega pomena. Mene bolj zanima, kakšna je bila takrat družba, pa kakšne so danes te družbe, in razlika je pač očitna. Ampak mislim, da ni razlika očitna, očitno ni očitna razlika samo na tem prostoru, ampak je verjetno razlika velika tudi v tistem, kar smo včasih rekli Zahodna Evropa. Tudi te države pa družbe niso take, kot so bile v tistem času. In to, po moje, je bistven, Samira dobro zadela razliko. Jaz mislim, da je to bistvena razlika prav v tem. V družbah, ki so bile organizirane kot skupnost in danes pač kot nek seštevek posameznikov na tej reki ravni. Tok znam iz glave, mislim, če bi rekla nekaj napišem, bi se bolj pripravil. Lahko. Ok, hvala, Dino. Tukaj smo obdani s podobami predmetov, obe knjigi ne v celosti, ampak
večinoma govorijo o predmetih. Po koncu tega pogovora bomo pač lahko zadovoljili določena čula z okusom, vonjem, z muziko in tako naprej. Torej, gibljamo se v prostoru senzoričnega in v tem smislu te dve knjigi, naš današnji pogovor in večina stvari, ki jih vidite okrog vas, ne izstopajo od pravzaprav prevladujočega načina, kako se sami najbolj pogosto pač srečamo ponovno z lastno preteklostjo. To seveda ni nujno slabo, niti nujno dobro in mislim, da zasluži tudi resnejši premislek. Zgodovina potrošništva v Jugoslaviji je ena izmed najbolj pomembnih, dominantnih zgodb, ki jih obravnava marsikateri akademik, ki se z Jugoslavijo tako ali drugače ukvarja. Tudi seveda muzeji so prostori, kjer imamo izložene predmete in v tem smislu ni presenetljivo, da je ta uporabniški in senzorični aspekt zelo pomemben tudi v njihovih pripovedih o tej preteklosti. Osredotočenje na predmete po drugi strani je zanimivo tudi zato, ker splošna dominantna zgodba o socializmu je, da je to bilo obdobje slabih predmetov slabe kakovosti, izdelkov slabe kakovosti. Čas, ko je vse bilo sivo, slabo, ne dovolj dobro narejeno. Zato smo hrepeneli po drugačnem, zato smo hrepeneli po Zahodu, zato smo tudi bolj ali manj veselo šli v neko drugo zgodbo, takoj, ko se je za to pokazala priložnost. Jugonostalgija, ki je zelo pogosto kot neka kletvica, nekaj, kar te politično diskreditira kot iracionalnega, kot nekoga, ki ne more resno in trezno presojati to zgodovinsko obdobje, se tudi zelo pogosto bolj ali manj razume kot nek emocionalni angažma glede predmetnih ostankov jugoslovanske preteklosti. S to knjigo smo probali ponuditi drugačno zgodbo, povedati, da so predmeti pomembni, da je hrana pomembna, da tako kot v drugih obdobjih človeške zgodovine, kot je antika ali srednji vek, kjer je ogromno že narejeno in napisano o tem, kako je recimo pomembno bilo, kaj so ljudje jedli, kako so se oblačili, kako so se vedeli, da na isti način lahko obravnavamo socialistično obdobje in še več, da nam pravzaprav ta razmišljanja lahko povejo veliko o svetu, v katerem živimo danes. O modernosti, o pomembnosti dotika, o razmišljanju, o skupnosti, skupinskosti nasproti tej parcialnosti, o kateri sta govorila Samira in Dino. Preden se začnemo pogovarjati o teh aspektih, jaz bi mogoče vprašala Bredo Lutar o njenem mnenju o teh zelo različnih pomenih konzumerizma predmetov, ko gre za socialistično obdobje. Ja, tudi jaz ne vem, nisem pričakovala. Če mi lahko ponoviš vprašanje. No, mene zanima, ko govorimo o študijah potrošništva, potrošniške kulture, popularne kulture, ti si ena izmed prvih oseb, ki človeku pade na pamet. In mene zanima najprej, kako bi ti celo to produkcijo ocenila glede na te razprave, ki jih imamo trenutno, kaj smo naredili in kako dominantno interpretiramo jugoslovansko preteklost. Ali te razprave bolj pomagajo kompleksnosti ali včasih tudi bolj
grejo na roko tistim, ki itak v tej zgodovini vidijo samo najbolj banalno, najbolj direktno, najbolj osredotočeno na najbolj banalne potrebe. Ne? Moram reči, da ne znam odgovoriti. Mislim, da vem, kaj me sprašuješ, prosti. Misliš, govoriš o materialni zgodovini? Ja, to je dominantna zgodovina, ki nekako je najbolj obravnavana. Materialna je zgodovina prostega časa. Ne, v resnici te moram popraviti, ni. V bistvu je bilo materialno vedno tradicionalno izključeno iz znanstvene obravnave. Ne? In šele zdaj z tem tako imenovanim materialnim obratom noter prihaja. Ne? Tako da to verjetno je pa ključno. Ne? Ta naša povezanost z materialnimi stvarmi, mislim, da ne smemo samo skozi to negativno ta koncept potrošništva in nezmožnostjo živeti brez stvari, ne, razumeti. Mislim, da je ključno za razumevanje socializma. Drugače mi je pa všeč, to se mi zdi fantastično, ta metafora od Samire pač o brotherhood and unity, ne, nasproti temu individualizmu in borbi, ne, in zmagi vsakega posameznika. Tako da to se mi zdi res dobra metafora. Ja, mogoče se bom kaj obrnila kot nekom, ki operira s predmeti. Recimo, meni se zdi, in ker jaz imam včasih problem, ko grem v kakšen muzej, ki tako ali drugače naslavlja jugoslovansko preteklost, je, da seveda včasih so razstave zelo pozitivne, zelo kompleksno narejene, ampak to, čemur smo pogosto priča, je na nek način neka vrsta fetišizacije predmetov, njihovega osvobajanja dejanskega družbenega konteksta, v katerem so nastajali. Mogoče to seveda se ne nanaša na razstave v vašem muzeju, ampak ker jaz to recimo zelo pogosto vidim in mogoče bo Tanja hotela nekaj o tem povedati, ali kdo drugi iz publike, recimo pri oblikovanju. Ogromno smo že videli vzhičenja z jugoslovanskim dizajnom in to je seveda super, ampak zelo pogosto ta zgodba ne govori o tem, kako je ta dizajn nastajal, v kakšnem družbenem okolju in s kakšnimi družbenimi premisami te skupnosti vrhunskega dizajna za navadne ljudi so stvari nastajale. Danes je naša fascinacija zelo pogosto pač fascinacija samim predmetom in se ne obremenjujemo z ostalim, s kontekstom, v katerem stvari nastajajo. Ja, če nadaljujem tle, mislim, ta zgodba o predmetih je izjemno fascinantna. Meni osebno iz več vidikov pač. Ja, ne nazadnje, vse predmete, ki vidite na razstavah, je nekdo zbral. Torej je ta izbor individualen. In podnapis, ki ga je dal spodaj, je individualen. Torej, tle ne govorimo o neki kolektivni interpretaciji, o nekem kolektivnem izboru, zakaj se je ta predmet tam znajdel, ampak v prvi fazi govorimo o okusu in o zgodbi, ki jo je v tem primeru kustos, narator te vizualne vsebine hotel postaviti na razstavo. In tle je pa dal tudi svoj statement, ja, pač s tistim predmetom, ali je hotel šokirati, ali je hotel neko naracijo spraviti ven, karkoli je počel, je to popolnoma individualna zgodba. Seveda se lahko ta referenčna točka zelo hitro zamenja, če spremenimo pogled in poskušamo na en predmet povezati čim več naracij, ne. In tle se seveda zgodi od zgodovine predmeta, zakaj je prišel do tja, od zgodovine predmeta, kako je nastal, od individualne zgodovine, kdo je ta predmet sploh uporabljal, do tega, zakaj ga je na koncu čisto kot zadnje kustos bral, da bo tam ta predmet tudi bil, ne. Torej, velikokrat se pozabi na večplastnost in se poda samo eno zgodbo, kar je popolnoma napačno, ker tudi mi v vsak muzej, ko vstopimo, ne glede na to, ali je to v Sloveniji, ali bom šla v Anglijo, bom šla v Italijo, bom vstopila do tega predmeta s čisto svojimi osebnimi pričakovanji. In verjetno tudi podnapis, ki mu ga bojo spodaj dali, ne bo ustrezal potrebi in pričakovanju, ki sem ga jaz imela. Torej, s čimer se danes soočamo, je ravno ta večplastnost, da podamo v podajanju te vizualne zgodbe
ljudem čim več možnih interpretacij, v katero želimo vključiti tudi zgodbo, ki jo on sam deli in istočasno ne poskušamo na noben način ga užaliti, ker velikokrat ravno skozi to lastno, nacionalno ali kakršnokoli strokovno prizmo pozabimo na druge interpretacije in druge zgodbe. In zdaj čisto na kratko, če dam za primer, ker imamo tle Fičota in ker verjetno veste, da imamo mi tudi pred muzejem Fičota. Te zgodbe niso bile povezane. Gospod dol na koncu ve, da se je zgodilo vse zelo naključno, ampak da smo si nekako sovpadali v te zgodbe. Pred našim muzejem je bil prej tank, nekriv je en večer postal roza, tako da je potem zelo hitro mogel zapustiti prizorišče in smo se več časa ukvarjali s tem, kaj bomo tja postavili. In se nam je zdel Fičo kot predmet nekaj takega, kar je otipljivega, kar bo šlo tja, kar bojo ljudje lahko odprli, šli noter in pustili bomo, da je interpretacija popolnoma lastna. In točno tle smo padli v ta trg interesov. Nekaterim se je zdelo grozno, zakaj namesto tanka postavljamo Fičo. Eni so spraševali, kaj je sploh tako posebnega na Fičotu, da bi lahko bil zdaj v Nacionalnem muzeju. Spet postavka elitizma muzeja, ki smo jo že zdavnaj presegli in jo nočemo imeti muzejev za elito, ampak želimo imeti muzeje za ljudi. In tretja faza je bila pač interpretacija potem Fičotov, ki je bila generacijska. Ta je bila meni tudi najbolj zanimiva. Ker ni lepšega, kot recimo spustiti tja pred muzej starega starša, po moje nonota in vnuka, in so vse te zgodbe začele padati ven. In če bi pač imeli možnost, da bi tam imeli neko napravo, ki bi te osebne zgodbe zapisovale, napram temu, kar govorimo o vzhodu in zahodu, ekonomskemu bumu in uporabi pač prometnih sredstev, bi dobili dve zgodbi, ki lahko sta si enake ali pa popolnoma kolapsirata. Zdaj, če zaključim to mojo filozofsko razpravo, ja, predmeti imajo več zgodb in delamo zelo veliko krivico, kadar jih spustimo, da so interpretirani samo skozi prizmo všečnega, kar pa velikokrat se zgodi. In v bistvu se moramo mi boriti vsi skupaj proti temu, da se take stvari dogajajo. Da dovolimo samo eno naracijo na predmet, to je popolnoma... A bi vedela, kaj hotela povedati o predmetih? Lahko jaz povem, jaz tako z veseljem pozabljam, da sem po izobrazbi dizajnerka, ker se s tem pač ne ukvarjam, ampak zdi se mi zanimivo, recimo razmišljam o tem, kako se, a se me v redu sliši preveč, kako se recimo dizajnerske predmete predstavi v galeriji ali pa v muzeju dizajna in kako se jih predstavi v nekem zgodovinskem muzeju. Namreč mislim, da je razlika ključna. Ko se jih predstavlja v galeriji, je pomembno, da ima ta predmet čim manj konteksta. Ta predmet mora izstopati sam po sebi, mora biti na tak način komunikativen, da mi, ko ga pogledamo, že vemo, čemu služi in tako naprej. Ko pa se ga postavi v zgodovinski muzej, je pa pomembno vse prej kot to. Pomemben je kontekst, kakšen je odnos ljudi do tega predmeta in tako naprej. Tako da mogoče meni se tukaj zdi neka ključna razlika. Hkrati se mi zdi pa tako, da kot jaz vidim ta jugoslovanski dizajn, se mi zdi mogoče tako, kot nasplošno modernističen dizajn je bil nagnjen k temu, je bil ideološki v tem smislu, da je verjel, da bo ljudem izboljšal življenje. In poenostavil, tako kot recimo Bauhaus šola je v bistvu estetizirala to neko množično produkcijo, ki je omogočila industrijska revolucija, tudi pa nas so dizajnerji razmišljali podobno kot politiki, oni nam bodo omogočili boljše življenje. In nekako tudi živeli s to utopično idejo, da lahko dizajn toliko sčistijo, da bo toliko jasen, čemu je namenjen in tako v skladu s svojo bitjo, da ljudje ne bodo imeli več potrebe po kiču ali pa po modi, skratka po spreminjanju tega, kar pa seveda je iluzorno, ker ljudje pač vedno morajo predmet nekako posvojiti in to naredijo tudi nekako tako, da mu kaj dodajo, odzamejo in podobno. Ja bih samo rekao da se meni čini da predmeti otvaraju jednu dvostruku, ako ne ambivalentnu priču u povijesti Jugoslavije. Dakle, s jedne strane, mi ne smijemo zaboraviti ono što si rekla, fetišizacija predmeta, ali u Poraču, koji su predmeti fetišizirani? Koji? Oruđe. Oruđe, zato što ga nije bilo. Evo, dakle, vi doslovce, ako se bavite tom poviješću, vi zaista vidite ljude koji nisu inženjeri, dakle ljudi koji nisu čak ni majstori, oni su brikoleri.
Oni brikoliraju ono što nalaze i stvaraju da bi onda gradili. Jel? Onda kako zapravo stvari odlaze, fetišizacija predmeta o kojoj si ti govorila zapravo poprima drugačije karakteristike. Jel? Dakle, predmeti se sad više ne sklapaju, ne baštine na isti način, nego se troše. Dakle, oni su itekako zamjenjivi. Ali nemojmo zaboraviti da ta vrsta predmetizacije, ako hoćete, je zapravo rezultat moderne. To je rezultat moderne. A Jugoslavija je istoznačnica za modernu na ovim prostorima. I dakle, vi zapravo kroz predmete možete ući u jednu priču koja je puno šira i koja je puno važnija od predmeta samih. Dakle, tu možemo krenuti od 45. i glasa ženama, jel tako? Dakle, od alfabetizacije ljudi. 80% ljudi je na nekim područjima Jugoslavije u međuračju bilo nepismeno. 80% ljudi, da bi se u zadnjim fazama sveli na nešto malo manje od 4%. Dakle, to je, kako da kažem, to je ipak, ja bih rekao, uspjeh. Jel? Dakle, s te jedne strane. A s druge strane, čak i ovaj rani period o kojem sam govorio, on je na neki način zadržan kroz cijelu, da ju tako uvjetno kažem, crvotočinu Jugoslavije. Dakle, kroz cijelo vrijeme Jugoslavije. I to na omladinskim radnim akcijama. Dakle, ljudi koji nikad nisu, dakle, po svojem obrazovanju, po svojem habitusu, ako hoćete Burdijevski, dakle, nikad nisu niti morali ići raditi fizički, manualno. Dakle, oni su bili white collar people. Jel? Dakle, oni su odlazili na omladinske radne akcije i sada tim primitivnim predmetima, jel? Dakle, oruđem zapravo, kariolama, krampovima, čekićima, jel? Zapravo radili. Dakle, predmeti zaista otvaraju jednu vrlo interesantnu priču, ali znam da ste to rekli, ja ću samo ponoviti, ali se nikad ne smijemo zadržati na predmetu. Dakle, nikad se ne smijemo zadržati na predmetu, nego na njegovoj uporabnosti, ali i kontekstualizaciji koja je ne samo simboličke, već i kronološke prirode. Hvala. Mislim, da je pravi... se opravičujem. Jaz imam refleks, da prestavim na drugi jezik zelo hitro. Mislim, da zdaj pravi trenutek, da besedo dam nekomu, ki zelo dobro ve, da predmet ni samo predmet in da je, naprimer, fičko ne samo metafora, ampak tudi materializacija modernosti. Martin. Te ne slišimo. Predmetih se mi zdi, seveda je zanimiva, pomembna... Se ne sliši? Ne. Halo? Je zanimiva, pomembna in po mojem tudi nima konca, tako kot tudi Jugoslavija, kot si Tanja omenila na začetku, nima konca, ampak mogoče najprej zakaj nima konca. Zaradi tega, ker recimo režim se neha, človeško življenje se tudi neha, tudi konc koncev življenje predmeta se neha, ampak v primeru Jugoslavije imajo predmeti, ki so nastali v času Jugoslavije, to nesrečo, da nekako leta 1991 niso hoteli umreti. Ne? In mogoče se je čas spremenil toliko, da Srb pa kladivo nista več tista primarna predmeta, ki bi se danes človek identificiral z njimi, ampak avto pa še vse je. Ne? In avto je mogoče celo eden tistih predmetov, ki se v svoji 100 in še nekaj letni zgodovini praktično ni spremenil prav kaj dost. Ne? To je v bistvu na en način je mogoče celo prva stvar, ki je bila podvržena gadžetizaciji, tako kot pač danes vidimo to ekscesivno. Ne? Ker kaj, še vedno ima 4 kolesa, motor z notranjim izgorevanjem, pač spremenil se je dizajn in varnostni kriteriji v bistvu. Ne? In Fičo je pa zanimiv pa iz tega vidika, ker se praktično v svoji 30-letni zgodovini, kar so ga proizvali, ni spremenil. Jasno, bile so neke estetske modifikacije, motori so bili močnejši, ampak vse skozi je ostajal avto identičen. Ne? In to je pa po mojem tudi en razlog, ki zna biti mal na en način zavest današnjega opazovalca ali pa voznika tega predmeta, ker namreč hitro
si začnemo domišljati, da je ta avto bil ves čas enak in iz tega potem je samo še en korak do tega, da skozi to enakost predmeta tudi obdobje, recimo tako Jugoslavije, kot tudi življenja Fičota v Jugoslaviji, nekako sploščimo. Ne? In to je tudi, se mi zdi, problematično na način, ker družbena vloga Fičota v Jugoslaviji pa jasno ni bila skozi enaka. Ne? Na začetku, ko so ga začeli proizvajati, leta 1955 je bil to avto, ki je dejansko motoriziral državo, je spravil državo na kolesa in hkrati s tem pognal cel kup ene druge spremljajoče industrije. Ne? Jasno, čez 30 let je bil ta avto pa samo še več ali manj pač ena kišta na kolesih, večinoma rjasta. Ne? Zanimivo je tudi to, da, kar pa je zanimalo mene, ne, v tem je pa kako in kje je pa ta avto danes. Ne. In tole, kar vidimo zdaj gor na projekciji, je recimo en bolj pogostih prizorov, ker jasno material tudi se udaja času, ne, in tako, če seveda ne skrbimo za njega. Ne. In hkrati je pa to avto, ki je izredno priročen za to, da vanj naselimo cel kup spominov, ali osebnih, ali posredovanih. Ne? In seveda s tem mu vedno znova ga v bistvu ubujamo nazaj v življenje. Hvala. Mislim, da je to dobra istočnica za mogoče predzadnjo problemsko točko, ki bi se jaz rada dotaknila, in to je kontinuiteta. Imamo tega Fičkota, ki je že šel, imamo jih tudi tle, enega imamo od zunaj, v veliko boljšem stanju. Kokta je tudi danes z nami. Ali lahko govorimo o kontinuiteti in če so problemi, če so težave, da lahko lastno življenje dojemamo kot kontinuiteto v tem smislu, kje so, ali ležijo v spremembi identifikacijskih okvirov in v kakšni meri ležijo tudi v spremembi sveta, v katerem se nahajamo. Kot je Dino povedal, tudi če bi Jugoslavija obstala, to ne bi bila ista država, kot je bila do 80-ih let, in to je bolj ali manj vsem jasno. Ko je ta knjiga išla, oziroma obe knjigi sta šli bolj ali manj hkrati, bilo je kar nekaj komentarjev oziroma takih zelo emocionalnih reakcij, da dejansko, kako se upamo izdati tako knjigo glih v trenutku, ko Slovenija praznuje 25-letnico samostojnosti. A je res tak konflikt med tem? A res moramo pozabiti življenje odprej, da bi lahko živeli življenje danes? In kako se to kaže pri predmetih, kako se to kaže pri produktih? In jaz bi mogoče zdaj vprašala, mislim, da je Polona Siter z nami, ona je nekdo, ki se je v Made in You knjigi ukvarjala s Kokto. Kako se tebi zdi ta zgodovina blagovnih znamk? Ali je v njej kontinuiteta, kje so težave, kdo so nosilci kontinuitete, če ona obstaja? Ja, zdaj v primeru analize Kokte definitivno je opazna kontinuiteta. V članku se mi zdi, da zelo jasno pokažem, kako se sama blagovna znamka oziroma brand prilagaja trgu za to, da preživi, in kako obstaja tudi danes, ko v bistvu bivše Jugoslavije ni več, in kako je v bistvu danes na nek način še bolj popularno, kot je bila takrat. In ne glede na to, da je konkurenca ogromna. So pa različne marketinške poteze, ki takšne brende ohranjajo pri življenju, in zelo veliki finančni interesi zadaj. Ampak absolutno se mi zdi, da ravno zaradi kontinuitete Kokte, zaradi te tako imenovane nostalgije, se Kokta danes prodajajo bolj, kot bi se sicer. Tudi to je eden izmed razlogov. Hvala. Preden počasi se zbližamo trenutku, ko se naša skupna izkušnja v tem prostoru bo
bolj postala senzorična, kot je trenutno. In mogoče za konec vsaj tega uradnega dela, preden mogoče besedo damo ostalim članom in članicam publike, ki jih jaz nisem že zvlekla za rokav. Rada bi se pogovorila čisto za konec pravo senzoričnem, o tem, koliko je pomembno to, kar čutimo, vonji, okusi, hrana. In moj sourednik je strokovnjak za hrano, tudi sicer za burek zlasti. O bureku je v teh na teh prostorih zelo težko govoriti brez jugoslovanskega konteksta. Mene pa Jernej zanima bolj nasplošno, kako se glede na tvoje splošne, širše raziskave hrane, kako vidiš povezavo med burekom in zgodovino Jugoslavije? Če mi dovoliš, bi se vrnil samo en korak nazaj k predmetom. Dodal bi samo to, da smo pozabili omeniti, da v bistvu moč predmetov ni samo v njihovi, kaj ne rečem, pomenskosti, simbolnosti, ne, predmeti pač niso samo metafore, simboli, ikone in tako naprej, ne, ampak imajo tudi moč delovanja, ne. Pač povezujejo ljudi v družbene odnose. Če se vrnem samo k Martinovem fičku, primer okrog fička imamo polno nekih društev, skupin, ki jih fičko povezuje, ljudje hodijo na relje in tako naprej. Zelo banalen primer, ampak kaže na to, kako dejansko nek predmet, a mi slišite? Okay. Kako nek predmet ne samo povezuje, ampak oblikuje, sooblikuje družbene odnose, povezuje ljudi v skupnost, ne. Zdaj se moram vrniti pa k bureku baje, ne? Ne bi bilo slabo. Ne bi bilo slabo, ne? In kakšno je vprašanje? Sem ga pozabil, pardon. Moje vprašanje bi lahko pa poveš karkoli, kar se tebi zdi pomembno v povezavi med burekom pa to zgodbo o jugoslovanski izkušnji. Zdaj burek je eden od predmetov, ki po eni strani je zelo, kaj ne rečem, zelo banalna, ne, vsakdanja stvar, ne, pač dnevno ga vidimo na ljubljanskih ulicah, jemo ga z prsti, pač po katerih ponavadi ostanejo mastni prsti, tako da je zelo, bom rekel, zelo tak banalen, viden objekt na ulicah, ne. Po drugi strani se ga drži pa tudi neka, kaj ne rečem, ikoničnost, ne, neka aura ikoničnosti, ne, in pri bureku je pač, bom rekel, je ta tenzija, ne, med to ikoničnostjo po eni strani, ne, in banalnostjo, ne. Tako da mislim, ne vem, kaj bi k temu še dodal, ne. Ohranuje, mislim, pri bureku pač, če se vrnemo k tej jugoslovanski izkušnji, je sigurno eden izmed predmetov, ki vsaj v bivši državi ni imel te pomenske vloge, kot jo pač ima danes, predvsem v Sloveniji, ne, kjer je pridobil pač vlogo nekega osrednjega, najbolj namagnetnega, najbolj mastnega označevalca za bivšo skupno državo, za pač priseljence, za vse stvari v končni fazi povezane s to skupno državo, ne. Tako da, ko se išče pač, bom rekel, nekega krivca za najslabše, ne, v tej, bom rekel, skupni državi je burek skoraj vedno na prvem mestu, ne. Po drugi strani se je pa pridobil nek status, kot sem že prej omenil, neke zelo popularne jedi, ne, ki je potiho se priplazila, bom rekel, tudi v naše kuhinje, ne, na naše jedilnike osnovnih šol, celo vrtcev, strežejo ga v Slovenski vojski, na nekaterih letih nacionalnega prevoznika in tako naprej, ne. Tako da ta burekova zgodba je po eni strani, kaj ne rečem, fantastična in zdaj bom končal, da ne bom preveč govoril. Samira, je zate burek samo mesni burek ali tudi drugi burek? Ja, pri Bosancih je burek samo mesni, seveda, vse ostale pita. Pri nas ne Bosancih pa je zelo pomembna ločnica pico-burek. Kdo je burek, pico?
ta je definitivno nekaj drugega. Ne vem, če je to generacijska ali spet ta lokalna delitev. Ja. Ok, mogoče se jaz bom na tej točki ustavila, preden dam besedo vsem. Bi mogoče še enkrat vsaj pogojno dala besedo mojim današnjim sogovornikom in sogovornicam. Če imate še kaj zapovedati, kar ste zelo mislili, da je pomembno, jaz pa vas nisem vprašala ali vam nisem dala priložnost povedati v nekem trenutku. Mogoče bi jaz rekla, recimo, ko si me povabila na to mizo in sem brala ta zbornik, sem se spraševala, zakaj jaz tako izrazito nimam nobenega odnosa do teh predmetov ali pa kakorkoli v bistvu tudi težko bi se izdefinirala za Kitajska, kot je jugonostalgik ali pa nasplošno mi nostalgija niti ni toliko blizu. In sem razmišljala, recimo, da v mojem osebnem primeru, pa mogoče verjetno tukaj lahko tudi bolj nasplošno rečemo, ker meni pač to obdobje pomeni otroštvo. Ne? In to otroštvo in hkrati tudi ta jugoslovanska zgodba se je končala z vojno. In se mi zdi, recimo, nostalgija meni malo preveč apolitičen izraz za vse, kar se je dogajalo, ker se mi zdi, da preprosto jaz na svoje otroštvo ali pa na to obdobje nasploh ne morem gledati, če ne vem, kaj mu sledi. Ne? Tako da meni se tako zdelo, tako kot se mi zdi, da so te predmeti, kot je rekel Andreja, izhodišče in od tle naprej se pogovarjamo, tako se mi zdi, da je tu treba tle neko daljše časovno obdobje mogoče upoštevati, pa bi si človek tudi mogoče želel, da je ta zbornik izhodišče še za kakšno nadaljevanje. Ja bih rekao nakon ovih knjiga zapravo da možemo reći da je Jugoslavija bila material girl in a material world, baš doslovce. Jel? Ne govorim to samo kao onako jednu banalnost, već iz razloga što ova vrsta pisma, možda čak i kad ne progovara direktno o tome, ona zapravo govori o srednjeklasnom habitusu. Ona govori o srednjeklasnom habitusu, iako vidi čuda govori o radnicima. Da li nam to možda nešto govori o stvaranju srednje klase u Jugoslaviji? Jel? Dakle, nad kojom danas toliko naričemo, jer je zapravo više gotovo da i nema, sve je uža. Dakle, možemo reći da je stvaranje proletarijata, dakle stvaranje radnika, jel, sa svim njihovim pravima, sa svim njihovim specifičnostima u Jugoslaviji, pa čak i sa svim njihovim zakidanjima, ako hoćete da baš ne budemo u potpunosti apologetski, je zapravo bilo stvaranje dobrim dijelom i srednje klase. Jel? Dakle, čak i habitusom, ali i onime, dakle, po čemu se srednja klasa zapravo i mjeri, dakle, a to je aršin materijalnog, jel? Mi smo v muzeju zadnji čas kar veliko v tej zgodbi, ne? Namreč v torek se bo odprla nova gostujoča razstava Nikoli ni bilo bolje, z vprašajem na koncu. Razstava je gostujoča, prihaja iz Muzeja istorije Jugoslavije. Originalni naslov Nikoli mi je bilo bolje in še zmeraj vprašaj na koncu. In tle bi mogoče dodala to, ne, ta stiska, pred katero smo se znašli, ko smo začeli iskati predmete po hiši, je bila res nepopisna, ker na koncu ugotoviš, da kljub temu, da si to obdobje velika večina zaposlenih v hiši živel, smo zelo malo tega tudi zbirali. Ne. Tle se mogoče vrnem tam, ker je Martin rekel, da je tega bilo toliko. Ne. Bilo je tega toliko, da nobeden ni razmišljal o tem, da bi to spadalo v muzej. In dan danes se nam to kaže kot zelo velika težava, ko ljudi naprošamo, da stvari prinesejo in ko po lastnih kaščah in kleteh iščemo, kar bi nam še manjkalo in bi bilo super, da bi na razstavi v torek lahko tudi pokazali. Meni se pa v bistvu istočasno, ko sem se sprehajala med temi predmeti in iskala neke svoje osebne povezave z njimi, odprla čisto neka druga dimenzija, ne toliko pri predmetih, pri hrani vemo, da ostane, ampak pri pesmih. Ne? Mislim, da je glasba tista, ki mi je kot dediščina najbolj ostala pač emocionalno v meni. Ne? Ker tudi, če se na nek način pozablja na predmete, so določene pesmi, ki me v bistvu v trenutku sesedejo. Ne? Hočem reči, da to je ta emotivna, individualna zgodovina, ki se vedno prikaže pri nekaterih verjetno pri predmetih, pri nekaterih pri gledanju posnetkov tekem, pri drugih pač tudi v glasbi, ki se mi zdi, da je neka dimenzija, ki pač Joana boljš pozna. Tako.